Dober dan, lepo pozdravljeni na izjavi za medije dr. Branka Lobnikarja, predsednika Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije za evalvacijo izvajanja zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oziroma tako imenovanega Šuterjevega zakona. Gospod Lobnikar, izvolite. Hvala lepa. Spoštovani, danes želim predstaviti prve ugotovitve analize učinkovitosti izvajanja zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, ki smo jo v preteklih dneh pripravili na podlagi poročil posameznih organov, ki so pristojni za izvajanje nalog določenih v zakonu. Naj na začetku poudarim, da gre za oceno prvih učinkov, ker je zakon še v zgodnji fazi implementacije, kjer se bodo najprej pokazali procesni premiki, jasne usmeritve, natančni postopki, informacijske nadgradnje in okrepljena koordinacija med različnimi organi, medtem ko je za oceno učinkov na vedenjske in varnostne izide še relativno zgodaj. Kljub vsemu pa lahko ugotovimo, da se je v zadnjih 2 mesecih na področju zagotavljanja javne varnosti naredilo veliko. Naj najprej začnem z odgovorom na osnovno vprašanje, zakaj so ti prvi ukrepi pomembni in zakaj je pomembno izpostaviti, da se je pri zagotavljanju javne varnosti ne moremo zanašati zgolj na policijske ukrepe. Javna varnost ni samo odziv policije na terenu. Javno varnost vzdržujejo tudi tako, da sistem deluje preventivno, da so otroci v šoli, da se ob ponavljajočih kršitvah zagotovi hitro in predvidljivo ukrepanje in da država dosledno uveljavlja pravila, kjer se kršitve kopičijo in povzročijo pritisk in nelagodje v lokalni skupnosti. Hkrati pa mora biti vsako ukrepanje zakonito, sorazmerno in učinkovito, ker brez legalnosti in legitimnosti delovanja sistemov državne uprave in lokalne samouprave ni mogoče zagotavljati dolgoročne varnosti. Vlada se bo v kratkem seznanila s prvimi ukrepi, vezanimi za izvajanje zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti. V preteklih dneh ste bili že natančno seznanjeni z ukrepi finančne uprave, pred njimi je policija poročala o rezultatih spremembe zakona o orožju, o oddanih številnih kosih ilegalnega orožja. V povezavi s tem želim danes najprej izpostaviti še nekatere druge pomembne vidike, ki posredno krepijo red in zagotavljajo varnost tako posameznikov kot skupnosti kot celote. Prvič, prisotnost otrok v šoli. V povezavi z ukrepi iz zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje varnosti je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pripravilo okrožnico in usmeritve za šole, vključno s podporo varnemu in vključujočemu šolskemu okolju. Pripravilo je programski dokument za delo romskih pomočnikov ter opomnik za spodbujanje rednega obiskovanja šole. Izvedena sta bila 2 tematska vsebinska sestanka z ravnatelji jugovzhodne Slovenije z izmenjavo praks, anketiranjem šol in identifikacijo potreb po multidisciplinarnem pristopu. Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo poroča, da se je od uvedbe zakona prejel približno 45 predlogov šol zaradi neobiskovanja pouka, v vseh primerih pa je skladno z zakonom tudi obvestil pristojne centre za socialno delo ter pripravil tudi okrožnico s postopkovnikom, da so postopki hitri in med sabo primerljivi. Drugič, uveljavljanje pravil pri ponavljajočih kršitvah, hitrost, doslednost in enotna praksa sta eden od rezultatov izvajanja tega zakona. Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje varnosti je po svoji naravi omnibus zakon, ki posega na več področij z jasnim namenom zagotavljanja večje javne varnosti. Na ravni vsakdanjega reda je namreč ključno, da sistem ob ponavljajočih kršitvah deluje hitro, predvidljivo in z jasnimi postopki.
Naj izpostavim še en vidik, ki je za občutek reda v skupnosti pomemben. Finančna uprava in policija izvajata skupne aktivnosti, kjer se je preverjalo tudi neplačevanje obveznosti. V obdobju od konca oktobra do konca januarja je bilo na območju jugovzhodne Slovenije zarubljenih 47 vozil, katerih skupna ocenjena vrednost je nekaj manj kot 59.000 evrov, pri čemer pa je zgolj 8 kršiteljev na kraju samem poravnalo za nekaj več kot 14.000 evrov in do rubeža takrat ni prišlo. Za februar je načrtovanih naslednjih 11 skupnih aktivnosti FURS-a in policije. Vse to poudarjam zato, ker je javna varnost rezultat celotnega sistema. Policije, šole, sociale, inšpekcije in finančne discipline. In ker se ukrepi med seboj podpirajo, če so dobro koordinirani. Z vidika javne varnosti je pomembno izpostaviti policijsko dejavnost v času od uveljavitve zakona. Zakon je prekvalificiral bagatelna kazniva dejanja v prekrške ter določil, da so tatvine in poškodovanje tuje stvari do 500 evrov opredeljene kot prekršek, pri čemer je policija določena kot stvarno pristojni prekrškovni organ. Takšna ureditev sledi cilju učinkovitega vzpostavljanja reda in načela pravičnosti v družbi. Če so bagatelna kazniva dejanja v preteklosti v veliki večini končala kot neobravnavana oziroma za katera storilci niso bili odgovorni oziroma niso odgovarjali, so ta kazniva ravnanja po uveljavitvi zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje varnosti postala hitro obravnavana. Od uveljavitve zakona do poročanja konec januarja 2026 je policija evidentirala in izvedla postopke v primeru 1231 tovrstnih prekrškov. To je eno od ključnih sporočil z vidika uveljavljanja zakona. Cilj ni več represije, temveč več učinkovitosti in doslednosti, da se kršitve obravnavajo hitro, zakonito in enotno, brez pravnih sivin in za vse prebivalce enako. Eno od pomembnih načel izvajanja policijskih pooblastil je načelo zakonitosti. Z vidika zakona je to vezano predvsem na pooblastilo določitve varnostno tveganih območij ter varnostne akcije. Zakon vzpostavlja možnost določitve varnostno tveganih območij. Pri tem so v zakonu vključena načela sorazmernosti. Posebni, ciljani ukrepi se tako lahko uporabijo le tam, kjer je z varnostno oceno ugotovljeno povečano tveganje in kjer je ukrep nujen za zaščito ljudi in premoženja. Policija je tako v prvem obdobju izvajanja zakona pripravila varnostne oceni za 2 območji. Eno na območju Ljubljane centra, drugo na območju naselja Brezje v okolju policijske uprave Novo mesto. Strokovni svet se bo v nadaljevanju intenzivno ukvarjal z vprašanjem, kako pri določitvi tovrstnih območij v proces odločitve vključiti tudi lokalno skupnost, ne le državno upravo. Iz obstoječe zakonodaje namreč izhaja soodvisnost tako državne uprave kot lokalne samouprave, da skrbita za zagotavljanje varnosti v lokalnem okolju. Zato takšno določitev varnostno tveganih območij v zakonu ocenjujemo kot prvi korak k vzpostavitvi sistema zagotavljanja varnosti v lokalnem okolju, kamor bi morali v nadaljevanju enakopravno vključiti tako državo kot lokalno samoupravo. Tako državo kot župani namreč imajo na tem področju obveznosti in odgovornosti. Z vidika načela zakonitosti zakon vzpostavlja natančne pogoje tudi za izvedbo varnostnih akcij, ki je bila predtem zgolj način izvajanja policijskih nalog. Zakon z natančno določitvijo pogojev izvedbe varnostnih akcij tako sledi načelu lex certa. Na podlagi teh določil je policija do sedaj izvajala eno varnostno akcijo na območju policijske uprave Novo mesto. Kontroliranih je bilo 101 vozilo in 115 oseb, izdanih je bilo 18 plačilnih nalogov, 8 opozoril ter opravljenih 18 razgovorov s prebivalci na varnostno tveganem območju. To je primer ukrepanja, ki združuje obenem nadzor,
preventivo in zagotavlja dialog s skupnostjo. Naj zaključim svojo predstavitev dela strokovnega sveta s predstavitvijo naših prihodnjih aktivnosti. Strokovni svet si je prvič zasedal sredi januarja 2026 in sprejel dogovor, da bomo delo nadaljevali v ožjih delovnih skupinah, ki bodo analizirale naslednja področja. Kazensko-materialna in kazensko-procesna vprašanja vezana na zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti. Ukvarjali se bomo z policijskimi pooblastili in nadzorstvenimi pooblastili tudi z vidika pluralne policijske dejavnosti, ki vključuje tudi delovanje zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti. Javno varnost bomo proučevali tudi skozi prizmo družinskih razmerij, socialne varnosti ter vzgoje in izobraževanja. Posvetili pa bomo pozornost tudi zagotavljanju varnosti v lokalni skupnosti za součinkovanje lokalne samouprave in državne uprave ter razvoj sistema javne varnosti in družbene odgovornosti. Na podlagi poročil o izvajanju zakona bomo kot strokovni svet delo usmerili v 3 povezane vsebinske sklope. Prvič, preverili bomo, kjer je treba okrepiti sodelovanje in usklajevanje med različnimi deležniki, med policijo, drugimi nadzornimi organi, centri za socialno delo, šolstvom ter še posebej za lokalno samoupravo oziroma župani. Tako na ravni izmenjave informacij, kot na ravni skupnega načrtovanja in odzivanja na varnostna tveganja. Drugič, sistematično bomo pregledali, katere določbe je iz obstoječega zakona smiselno prenesti v področno zakonodajo in katere vsebine naj ostanejo v tem zakonu kot krovne vsebine z področja zagotavljanja javne varnosti, da bo pravni okvir na tem področju pregleden in operativno uporaben. Izhajajoč iz teh analiz bomo pripravili predloge, kako obstoječi zakon nadgraditi in postopno tudi preoblikovati v bolj enotno ureditev javne varnosti. V tem okviru bomo obravnavali tudi predlog, da se zakon nomotehnično in vsebinsko preoblikuje v zakon o javni varnosti kot krovni zakon za področje javne varnosti, ki ga do sedaj v Sloveniji še nismo imeli opredeljenega. Takšen pristop bi omogočal bolj pregledno ureditev odzivanja na bodoča varnostna tveganja in zagotovil večjo stopnjo družbene odpornosti. Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti je potrebno razumeti zgolj kot en instrument v procesu celovitega zagotavljanja javne varnosti. V ta okvir je poleg aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru tega zakona, potrebno umestiti tudi aktivnosti s področja oddaje nezakonitega orožja, ki se je v zadnjem mesecu izkazal kot izjemno učinkovit, ter aktivnosti, ki so povezani s prostorskim urejanjem romskih naselij in predstavljajo nujni predpogoj, da bomo lahko v prihodnje zagotovili varno in vključujoče bivanje za vse prebivalce. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj k besedi vabim državnega sekretarja Jureta Lebna, ki bo podal nekaj informacij o tekočih projektih. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Pomembno je, da je bil zakon sprejet, še bolj pomembno je pa, da se vsi ukrepi učinkovito in operativno izvajajo na terenu. V zadnjih tednih smo največkrat poslušali in brali vezano na izvršbe, na denarne socialne prejemke in bi z vami delil nadaljevanje operativne izvedbe teh ukrepov, ker smo v zadnjih 2 tednih aktivno sedeli z ministrstvom pristojnim za to področje, FURS-om in pa centri za socialo, da bomo lahko operativne aktivnosti na terenu še bolje izvajali. Samo ministrstvo skupaj s FURS-om in Združenjem bank se je dogovorilo, da bo redna denarna socialna pomoč, ki je lahko predmet rubeža, prejela novo kodo namena. Na ta način bodo banke razločevale med rednim denarnim socialnim prejemkom in pa na drugi strani med varstvenim dodatkom, izredno denarno socialno pomočjo, to recimo v tem primeru govorimo o denarju za ogrevanje ali pa pomoč vezano na pogrebe,
kar pomeni pogrebnina in posmrtnina. Dodatek za pomoč in pa za postrežbo. Nova koda se bo uporabljala od 20.2. letos naprej, torej bodo vse te druge oblike pomoči od takrat naprej zavarovane pred izvršbo. Druga faza izvajanja operativno teh aktivnosti na terenu je pa predvsem vezana na same družine. V nadaljevanju bo informacijski sistem Centrov za socialno delo nadgrajen tako, da bo redno denarno socialno pomoč razdelil v 2 nakazila. Prejemnik sredstev, ki je v tem primeru prekrškar, bo v prvem nakazilu prejel denarno pomoč, do katere je samo upravičen on. To nakazilo bo označeno s kodo namena, na katero je rubež mogoč. V drugem nakazilu pa bo prejel denarno socialno pomoč, ki jo prijema za vzdrževane družinske člane. Na ta drugi del rubež ne bo mogoč. Dogovor je bil med vsemi akterji, da bodo taka nakazila razdeljena od 20. marca letos naprej. Na tak način verjamemo, da bomo uredili tudi razmere na terenu in da bojo tudi vse družine in pa posamezniki lažje prešli iz meseca v mesec. Malo bi se dotaknil tudi še projekta pilotnih naselij. Do zdaj smo z vsemi pristojnimi resorji pregledali aktivnosti, ki se dogajajo že v obstoječih občinah, od izobraževanja do zaposlovanja, socialne aktivacije in prišli do tega, da imamo na možnost sredstva in izvedbe, da bojo lahko te aktivnosti še dodatno pomagale v sodelovanju v občinah in pa samimi romskimi naselji. V naslednjih dneh se odpravljam že na teren v ta prvo občino, v kateri bomo pregledali obstoječe aktivnosti in se tudi z samimi župani in pa ekipami na občinah zmenili za prve korake za prostorsko umeščanje in pa legalizacijo samih mej. Ob tem pa sem tudi vesel, da je v tem zadnjem času se tudi mestna občina Novo mesto odločila, da bo sodelovala pri legalizaciji in urejanju njihovega naselja, tako da z njimi se pa tudi že pogovarjamo o operativne sestanke na terenu. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Morda kakšno vprašanje? Kaja Kobetič, Pop TV. Morda najprej, kako komentirate izjave civilne družbe, da pravzaprav zdaj, ko je zakon zaživel v praksi, da se izrisujejo neke represivne metode, pravijo tudi desničarska politika? Gospod Lobnikar, izvolite. Hvala lepa. Pri predstavitvi prvih ugotovitev smo povedali, da ne moremo govoriti samo o represivnosti, ampak o zagotavljanju pravičnosti v tej družbi, kar pomeni, da potem, ko se je začel zakon izvajati, se je končno vzpostavil tudi sistem zagotavljanja javne varnosti. Na anomalije, na katere opozarja tudi civilna družba, pa je vlada in organi so že reagirali in te ukrepe je danes državni sekretar Lejban tudi predstavil. Ne gre za to, da govorimo o represiji, ampak gre za to, da vzpostavljamo red in pravičnost v celotni družbi, ki bo zagotovila vsem, tudi tem skupnostim, možnost nekega normalnega razvoja. In gre za součinkovanje tako procesov urejanja prostora, prejemkov ter tudi zagotavljanja izvajanja zakonov. Zaradi tega so ti pomisleki civilne družbe seveda primerni in je na njih vlada tudi primerno reagirala in odgovorila. Predstavili ste tudi neke številke, kaj pa morda primerjava s prej? Govorili ste o udeležbi v šolah, o prekrških, imate morda kakšne podatke? Je stanje zdaj boljše kot prej? Govorimo, ne vem, o kršenju javnega reda in miru, obiskovanju otrok v šolah in tako naprej. Natančne podatke bodo podali posamezni organi, se pravi policija, centri za socialno delo, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, vendar je
po poročilih, ki smo jih dobili, v tem trenutku lahko ugotovimo, da po eni strani imamo manj kršitev javnega reda in miru, večjo stopnjo občutka varnosti v okoljih, kjer so poostreni policijski ukrepi, po drugi strani pa je za neke dolgoročne učinke, naprimer tudi glede obiskovanja otrok v šoli, trenutno še prezgodaj oceniti. Se pa kažejo neki pozitivni ukrepi, vendar natančne podatke boste pa dobili od posameznih organov. Še kakšno drugo vprašanje? Ne. Najlepša hvala obema.